Ja, mi smo imeli ene par vprašanj, pri katerih smo veliko časa se zadržali. Ne? Nismo se glih strinjali, pa sem mislil, da bi bilo zanimivo z Tonjem to razdelati. Aha, da posežem kot razsodnik. Kot arbitrar. S katerim se boste strinjali, kot naši sosedi. Pa, ker nisi izbran ti, pa se ne grem več. Se pravi, debata je bila o uspehu in dve komponenti za uspeh. Katera je bolj pomembna? Trdo delo ali sreča? Zdaj vidim, zakaj niste prišli do konca. A si daš malo bliže mikrofon? Kratko k sebi. Ja, takole. Evo, super. Ne vem, kako vam naj v bistvu pravzaprav opišem banalzičnost tega vprašanja. Bom probal na način, kako je postavljeno vprašanje. Simple. Pa mičken, da ne, boste vi ocenili to. Se pravi, če imam srečo, mi še K zraste. Je tako pregovor. Odgovarjal vam bom skozi take posplošene modrosti. Ker je to tako posplošeno vprašanje. Če imam srečo, mi še K zraste. Druga je bila kaj? Ker je volja, tam je pot. Štajerci imamo, zato da vam še malo zapletem še eno tako umestno, to je, če znaš, se še lahko z motiko obriješ. Dobro. To so take silne posplošitve, ki v resnici nimajo nobene veze, nobene vzročno-posledične linije, oziroma imajo, vendar ne tako, kakor se razlaga z uspehom. Če gremo mi nek uspeh, graditi nek prognostičen model uspešnosti, napovedovanje uspešnosti, moramo v bistvu kaj ugotoviti, vrsto nekih dejavnikov, ki vzročno-posledično, če se kdo z ekspertnim modeliranjem od vas ukvarjal, ekspertni modeli, pravzaprav gre za regresijsko analizo faktorjev, ki prispevajo k uspehu, vendar te faktore potem različno ponderiramo. Jaz morda z vidika uspeha spomnim se enega primera, ki sem delal, mladinska košarkarska reprezentanca, v kateri sta takrat igrala ne vem, če se še spomnite, Rašo Nesterović, Marko Milić in tako dalje. In ko sem te podatke analiziral, recimo je bilo en podatek, ki se ga ful spomnim, je, kako je retroaktivno, si seveda nekaj pojasnjuje, kaj je lahko zelo bias. Spomnim se zelo Marko Milić, vi se morda ne boste tako spomnili, on je res bil zvezdnik in vse je štimalo. Tudi vse je štimalo. Njegovo ceno od Raša, ki je bila mičke nižja v tem ekspertnem modelu. Tisto, kar je bilo pa recimo najbolj, ker se tam meri, se pravi, od psihomotornih sposobnosti, psihologije, taktik, motoričnih testov in tako dalje. In en test se ful spomni, da sta imela zelo en rezultat, ki v resnici ga ne bi pripisoval, to je vodenje žoge med slalom, se pravi, gre za neko tako dribling in to, kar je bil Marko ful boljši kot Rašo, ker je bil pač player, on je bil pa center. In imel Rašo ful visok skor tam, in potem seveda zgodovinsko približno veste, kako oba dva sta uspešna, ampak bolj uspešni je bil tisti, ki imel slabšo napovedno uspešnost. Kar smo se tega spomnili, da v bistvu tam je pa imel tako visoko oceno, da bi jaz imel vedno zadržek, da mora imeti ta človek še športnik, mora imeti še neki noter, kar morda ne vidimo, neko tak zanimivo ta uporabo inteligentnosti, ki bi se lahko, če bomo te spomnili, potem tudi Draženu Petroviću vrnemo, ki je tak zanimiv mindset, ki se mi zdi zelo dobro, zlasti za te ljudje, ki iščemo neke priložnosti v življenju, oddemonstrira.
No, in tisto, kar smo včasih delali pri tem ekspertnem modelu, se pravi, probali smo vse živo ujeti, se pravi, kaj pomeni ekspertni model, je, da daš 100 točk celi diferencialni strukturi, ne? Se pravi, koliko ima nekdo motoričnih sposobnosti, koliko ima intelektualnih, okay? In potem to razmečeš, koliko misliš, da je posamezna veja pomembna, koliko prinaša k skupnemu uspehu. Ne? Okay? In zdaj seveda to postane potem bistveno komplicirano. Ne? In zdaj tisto, kar pri tem ekspertnem modelu pogosto bilo spregledano, je pa vpliv okolja. In ta del smo se že prej pogovarjali, da večina ljudi pravzaprav ne zboli zaradi tega, ko odpotuje, ker se sprosti, temveč zaradi tega, ker pride v kompletno novo eksistenčno biološko okolje z ful spremenjenim ekosistemom virusnih bakterijskega okolja in tako dalje. Okay? Da nismo recimo sponderirali to naključnost različnih pozicij eksistenčnih, koliko pravzaprav to vpliva, ne? Ker, ne vem, Gladwell, prebojniki in tako dalje v pravem trenutku okay? In da je bilo to premalo pravzaprav sponderirano. Ne? Se pravi, če hočem nekako to razmisliti, je pomembno, da rečem, ok, kaj jaz mislim, da je, razmislim, kaj vse bi lahko prispevalo k rezultatu, kako to, ne? Se pravi, da se pojavljajo te teorije 1%, kaj zen kulture, 1% vsak dan, ne gre tako hitro v resnici, niti 1 promilo, okay? Ne morem delati spremembe, bistveno počasneje biologija poteka, ampak misel je dobra, se pravi, da vsako malenkost potem probam optimizirati, od tehnike, taktike, priprave, mentalne priprave in tako dalje. In tukaj nima nič pravzaprav tako zelo odločujočega vpliva, ko gremo dejansko gledati, kje bi mi lahko vplivali za to, da bi naredili nek bistven premik v rezultatu. In ta okolje, recimo, nismo ponderirali, sreča služi nekaj kontingentčnim pogojem v okolju. Plus geni. Da. Vse, se pravi, od genetike, če gremo po Sapolskem, se pravi, da, cela zgodovina pravzaprav. Ampak bi rekel, da lahko v te dve košari, trdo delo pa sreča, da lahko vse te karakteristike ali daš v eno ali drugo. Zdaj, če bi dva dajeva srečo pravzaprav v okolje, ne moreš izločiti sreče. Tako, ne moreš, se pravi, ti si lahko ful trdo delaš, v Afganistanu imajo še boljše zime kot pri nas, pa lahko ful trdo delaš, pa ne boš dosegel smučarskega rezultata. Pa si lahko daleč ne bolj trdo delal. Pa si rojen tam, jebi ga. Okay, nima sreče. Okay, se pravi, sreča v resnici ful pomembna. Gledali to ponavlja, da je v bistvu sreča ful bolj pomembna. Če hočete realizirati, ne vem, 300 ali pa 500 milijonov revenue z motivacijskimi predavanji, potem slovensko okolje, pač nimate sreče, se Jani pač tukaj rodil. Okay. Je Jani imel sreče, da se ni v Ameriki rodil. Ja, ampak to mi je skozi pravno. Tako, pa lahko ful trdo dela. Ja. Istočasno on kle v prazno poganja. Trdo delo je pa seveda nujno potreben pogoj. Okay? Se pravi, zakaj? Zato, ker sem jaz v nekem konkurenčnem okolju, če sem na pravem mestu, v konkurenčnem pogoju, me to v bistvu diferencira, mi da neke komparativne prednosti. In zelo težko je, da jaz pride do nekega rezultata samo zaradi sreče. Ampak če si lahko samo eno izmed teh dveh stvari izbereš, si verjetno srečo zbereš. Ja, ker ti še zraste. Ja, no, ampak če si zbereš zgolj trdo delo, se rodiš v Afganistanu, brez ene noge, si mogoče 70 IQ-ja imaš, vse to, kar vpliva sreča, imaš najnižje, verjetno si ne bi izbral trdega dela. Ne? Se pravi, bom pa najbolj hardworking človek na svetu, ne? Ti ne bo verjetno pomagal. Pa, ne vem, ti v tistem okolju, ne? Ampak ne bi bil uspešen po nekih generalnih standardih. Generalnih standardih, kje? Ne, recimo svetovno, lahko rečemo. Vedno vprašanje, kako je to tekmovalno okolje, kako ga raztegnem. Okay? Ja. Ok, se pravi, sreča, Jani. Gremo naprej. Ok, če smo zelo praktični, kaj si se do zdaj naučil, pa mogoče imaš kak nasvet za nas mlade,
eno področje, ki se verjetno vsi zavedamo, da je ekstremno pomembno, imamo pa zelo malo nekega znanja, ne? In zato to povzroča veliko bolečine, problemov. Izbira partnerja in nasplošno nasveti o partnerskih zvezah. Tako čisto splošno. To so take klasične moške zdaj. Moram vztrajno ponavljati, da ne dajem na svetu, ker ne bom trpel vaše bolečine pri neuspelih poskusih. Okay. Tako da moraš malo bolj konkretno vprašati. Kaj je problem? Kje točno imaš problem? Sprašuješ po nekem odločitvenem kriteriju v konkretni situaciji. Mičken mi bolj definira konkretno situacijo. To pomeni tvoj nasvet človeku v 20-ih. Ne dajem na svetu. Okay. Težko je, težko je. Priporočila za boljšo izhodišče človeku v 20-ih, ki se zaveda pomembnosti partnerske zveze. Ali pa kaj bi malemu Toniju rekel, ne? Ali pa tako. Pa mogoče čist kot neko prepoznavanje vzorcev, ki si jih videl pri sebi, pri pacientih, pri frendih. Težko ti dam priporočilo, lahko ti pa dajem orodje, kako se pogovoriti s samim sabo. Okay. Jaz ne vidim, ko tvoje pokroko dvignem, nič, kaj ti v resnici misliš, kaj ti preferiraš v resnici, niti kaj doživljaš. Se pa verjetno heteromoških, pri moških je to lažje kot pri ženskah. Okay. Lahko ti pa dam neko orodje pogovora kontaktiranja samim sabo, transakcijsko z egostanjem ali pa z malim ti. To pa naredimo tako, da morda dobro ne samo za odnose, temveč je dobro za večino pomembnih egzistenčnih situacij, če že vzpostavljamo ali pa imamo potrebo po notranjem dialogu, da to naredimo relativno kvalitetno. Pomeni kaj? Da si jaz grem, da si predstavljam, da grem ali pred neko ogledalo ali pred neko vodo, se pravi nekje, kjer vidim odsev, in v tem odsevu vidim sebe v starosti, kakor se spomnim, recimo 7, 8, 10, 12 let, ker sem imel pač neke predstave o življenju, kaj vse bom jaz naredila, kakšne jaz bom, okay? Kaj bom pomenila v družbi in tako dalje. Se pravi, tudi fantazmatsko mišljenje, vendar se začnem pogovarjati z to malo punčko, z tem malim fantom, z tem malim Janijem v ogledalu, ali sem zdaj res tisto, kar si je ta mali Jani predstavljal v preteklosti, kaj je želel, ali je lahko ponosen name, ali sem realiziral svoje sanje, In pogosto, se pravi, kot terapevtska vaja ali pa vprašanje, če je to terapevtska vaja, mentalna vaja. Večina ljudi se potem malce razjoka, zlasti punce, so zanemarile sebe, kateri del sebe, ta del sebe, tisti. Okay? In se pravi, skozi ta notranji dialog lahko začneš, v tvojem primeru, ki si dober v postavljanju ciljev, morda ta cilje redefinirati, rečeš, jaz bi želel, da so bolj usklajeni z tistim, kar je v resnici v meni, z mojim srcem in tako dalje. In tako je v bistvu ga najbolj kot tehnično skalibriraš. Kaj pa to je pa pri tebi toliko različno, ali pa pri Andreju, ali pa pri Klemnu, ali pa pri meni, da jaz iz svoje perspektive ne morem dajati na svete za ta tvoj dialog. So pa neki vzorci, ki so bolj uspešni, če vzamemo za kriterij srečo ali pa well-being, ko reče Klemen, kot mogoče drugi. Ker recimo v biznisu vidim, da preveč ljudi hoče inovirati tam, kjer bi bilo boljše, če bi kopirali best practices. A se strinjaš, da je v življenju isto, ali misliš, da je boljše, če človek potem
inovira in išče best practices znotraj sebe. Ali boš gledati navzven pa reči, ok, 100 ljudi je naredilo to, vsak naredi nekaj po svoje, kaj pa za neko vzorc, kaj so naredili ljudje, ki so več vzeli tega life, oziroma na tebi bolj kvaliteten način, po tvojih vrednotah živeli boljši life. Okay, kar rekel Steve Jobs, nikoli v življenju ni bilo nerodno ukrast boljše ideje in v glavnem je pokradil vse, kar je pa naredil boljši produkta. Pa ima večina od nas njegove produkte. Jaz mislim, da v osnovi je stvar zelo preprosta. Jaz mislim, da je okolje vedno bolj pametno od mene. In za vprašanje, kje jaz do pravih informacij pridem, in jaz mislim, da se je smiselno iz okolja učiti. Se pravi, koliko pa inoviram. Pravzaprav je tako, uspeh ni, kaj jaz počnem, kako jaz iz vseh teh v polistrukturnih situacij, kako jaz zajemam podatke, kako to zlagam skupaj in kako način dela, kako delam. Okay? Jaz mislim, da pravi, da se moj kolega Simon moti. Kateri? Star 2. Kateri Simon? Star 2. Sinek. Simon. Uspeh je pravzaprav v how vedno. Okay. In zato, ker ne gre za inoviranje, gre samo za to, kako zložiš neke stvari skupaj. Noben vrhunski športnik si ni izmislil, Dončić si ni izmislil nobenega novega meta, nobenega novega driblinga, nič si ni nove, okay? Ampak je kako to on počne. Ampak verjetno so ljudje, ki imajo boljši why, imeli... Why je to, ta je smisel, to drive, okay? Kaj pravzaprav iz mene iztisne tudi nekaj, kar morda neka stvar, ki ali pa iztisne iz mene, kar ni več sustainable. Okay? Nekaj više pokličanost, okay? Jaz mislim, da to ni nujno za high performance, pa da je v zelo veliko primerov nevarno, zlasti pri kakih izgorevanjih in tako dalje. Okay? Tudi če ta why, če se navežemo na prejšnji pogovor, zunaj tebe, ne? Ja. Ko postavljam neko problemsko situacijo, seveda je ta why, se pravi, kaj je to problemska situacija. Why pravzaprav se vprašamo, se spomnite iz coachinga, kaj dobrega meni, moje mikrookolje ali okolju celemu svetu dobrega prinese. Okay? In je iz tega ta preveritev smisla seveda je dobra, zato da rečem, to res nekaj v družbi dobrega prinese, če ta problem rešimo, vsi se participiramo na te dodane vrednosti in tarara. Okay? Vendar mislim, da ni nujno, da z tem štartamo, ker uspeh rezultira dejansko v težko sem dober v nogometu, če jaz razmišljam, zakaj igram nogomet. Kako naj to razložim. Samo kako. In mislim, da večino uspeha je ta, da je to malce odvod, lahko sem kljub temu uspešen ali pa morda tudi zaradi tega, mislim pa, da je to manj pomembno, kot se poudarja, da je to pač ostanek neke pretekle ideologije, ki jo poskušamo na novo inovirati pa umestiti, zato ker mislimo, da mora biti in si izmišljujemo nove umestitve tega, kar pravzaprav ne bi rabilo biti.